Dober dan z moje strani. Prvo bi se rad zahvalil, sestri Meti je dala čudovit začetek, en tak, mi rečemo, prebila let, da lahko na drugi nadaljujemo. Tako kot je že gospod Domen povedal, sem škof Svobodne katoliške cerkve, ki je samo na kratko nastala iz starokatoliške cerkve leta 1917 in ima to svojo kratko zgodovino in že od vsega začetka so se duhovniki in pa tudi nekateri škofi trudili, da bi v cerkvi sami ženske dobile pravico opravljati sveto mašo, biti posvečene v svečenice oziroma duhovnice in seveda tudi v škofice. Do leta 2000 se to ni zgodilo. Leta 2000 je pa nastal nek prelom. Takrat, če se ne motim, tudi v anglikanski cerkvi se je zgodilo to, da je bila neka ženska posvečena v duhovnico. No in moj škof, takrat sem bil duhovnik, mi je vedno govoril, prišel bo vaš čas, jaz sem bil mlajši takrat, rekel, prišel bo vaš čas, ko boste lahko posvečali ženske. Samo mi ta stari moramo oditi. In to se je tako tudi zgodilo. Zgodilo pa se je tudi to, da od takrat naprej leta 2000, odkar imamo v tem takovanem liberalnem katoličanstvu tudi ženske kot svečenice in pa tudi škofice, da je ta takrat enotna organizacija razpadla na številne dele, tako da imamo danes kar nekaj, lahko rečem, avtonomnih verskih liberalno-katoliških skupnosti po svetu, ki še vedno gredo po tej poti, da ne posvečajo žensk v svečenice in so pač nekatere skupine liberalno-katoliške cerkve, ki posvečajo, ampak nismo pa več povezani skupaj. In sigurno prihaja čas, ko se bomo ponovno morali združevati raznoliki in takšni, ki imajo svečenike in takšni, ki nimajo. Moj osebni pogled je, da to zavisi od cerkve same, ne oziraje se, ali bo anglikanska, protestantska, rimokatoliška, ortodoksna, liberalno-katoliška cerkev. Od njih zavisi in vsi moramo se učiti drugega sprejemati takšne, kot smo, sprejemati raznolične teologije, sprejemati ali dogme ali ne dogme različnih posameznikov, skupin. Mislim, da je to eno tako izhodišče, da sploh lahko človeštvo gre naprej. Drugače pa, če se vzrem, to je pa sedaj moj osebni pogled, imam pravico do njega tudi v moji verski skupnosti, glede ženske, smatram, da ženska ima pravico in mora dobiti pravico opravljati vsa dejanja, ki jih opravlja tudi moški. Moški pa ene pravice nima. Mislim, da ni treba dogovorim, katere nima. In druga stvar, ki pa se mi zdi pomembna, je pa, če želimo, da ženske dobijo pravice, moški, ne bom govoril o ženskah, moramo prvo priznati ženski enakovrednost. To je tisto, kar mislim je izhodišče, enakovrednost, da ženska potlej si normalno ne zasluži, da ima enake pravice kot moški.
kajti dokler ne bomo imeli tega občutka enakovrednosti do drugačnega spola, potlej je vse ostalo neka mimika, je vse nekaj zaigrano in res ni resnično. Še vedno smatram, da je premalo aktivnosti ženske energije v politiki, kot tudi v ekonomiji. Moram pa reči, da v religiji se to spreminja. Nisem zgodovinar, ampak mislim, tako kot je sestra Meta rekla, 500 let obstaja, ne, že uršulinke. Lejte, to je 500 let nazaj so obstajale in vem, da v določenih samostanjih, kjer so častne sestre živele, da so bile celo močnejše po rangu od duhovnikov tam, ja, da so bile močnejše, so imele več moči odločanja kot moški. Tako da ni res, da so ženske bile v cerkvi ali pa daj zatirane, kot znam tudi jaz zdaj reči, ko se borim za ženske pravice. Ne, če bi se morali res dobro razgledati, potlej bi videli, da se v cerkvi, pa ne bo to rimokatoliška, ne bo to naša majhna svobodna katoliška, prebuja ta ženska energija že dolgo časa. Ja. Res pa zavisi potlej od posameznikov, pa naj si bodo to duhovniki, naj si bodo to škofje, ki pa dajo svoj ton, obarvajo pač tisto svojo delovanje, svoj odnos do ženske. Nekje sem vedno rad rekel, nobody's perfect, nihče ni popoln, niti jasno. Lejte, če bi se radi ozrli na to žensko energijo, smatram, da danes, ko se soočamo s tako svetovno krizo, in mislim, da se vsi strinjamo, da se soočamo s svetovno krizo, smatram, da je potrebno, da pride do uravnovešanja teh, bi rekel, moških in ženskih energij. Ja? In če govorimo o religiji, če govorimo o cerkvah in na drugi strani o znanosti, moje osebno mnenje je, da bi lahko znanosti pripisali moški, to moško energijo, religiji pa to žensko energijo. In vidimo, da je danes znanost v razmahu, da se zelo jača, širi in jo izrabljajo, ja, in seveda uporabljajo sebi v dobrobit tisti, ki bi radi napolnili svoje žepe na račun človeštva, izkoriščali človeštvo. Tako vemo, da se mnogi, da plačujejo, da nastanejo raziskave v prav določeno smer, kar je res žalostno. In pri tem se pa danes, kot vidimo, nekako religija izgublja svojo moč, takšno kot je imela pa nekoč, je bila pa mogoče religija, bolj tista, ki je vodila, ki je bila zopet izkoriščena strani tistih, ki radi dajo nekaj svoj žep. Tako da smatram, da bi moralo priti do ravnovesja teh dveh energij, moške in ženske energije. Če vzamemo samega človeka kot fizično telo, ja, pravijo nekateri, da je človek naprej, ja, je bolj
pozitiven v smislu znanosti, elektricitete je pozitiven, zadaj je negativen, desna stran je pozitivna, leva stran je negativna, negativna ne v smislu slabega ali zla, ampak negativna v smislu elektricitete je bolj magnetna, desna je bolj električna, plus, minus, in če ta dva ne delata skladno skupaj, dve roke, plus pa minus, da bi se združile, morata biti prvič enakovredne, enakopravne, da lahko nekaj napravimo. Tako tudi mislim, da v odnosu moški in ženska moramo prvo biti enakovredni, če želimo spostaviti neko pravo komunikacijo. Za pravo komunikacijo, veste, potrebujemo tistega, ki govori aktivno, temu lahko rečemo moška kvaliteta, pa naj si bo v ženskem telesu ali moškem, in po drugi strani potrebujemo poslušalca, tistega, ki pasivno posluša, pa je to kar včasih zahtevna aktivnost in to poslušanje je ženska kvaliteta za mene osebno. Ali če rečemo, da poslušam svojo dušo, tisto notranjost v sebi, sem jaz tista žensko naravnan proti duši, ki pa, ko mi želi kaj povedati ali se razodeti preko mene, je pa, lahko rečem, neka moška kvaliteta. Čeprav dušo jemljamo kot anima, kot nekaj ženskega, pa osebnost mogoče človeka, tukaj malega jazva, bolj kot nekaj moškega. Ampak v tem primeru človek deluje kot ženski princip in duša kot moški. In to se me vedno dotakne, ko mašujem. Mikelih predstavlja to žensko kvaliteto, to Marijo, sprejemajoča je, ja? In mi predstavlja sveta hostija, katero spustim v kelih, mi predstavlja dejanje svetega duha. In tisto, kar se zgodi, če ne bi bilo Marije, vedimo, da ne bi bilo niti učlovečenja človeka. Zato je zame Marija mati, predvsem mati tega sveta. In to je ta, po moje, zelo pomembna ženska kvaliteta, ki pa ni samo kvaliteta rojevanja, ampak tudi je hranjenja, vzdrževanja, zaščite, vse, kar vsak od nas sam se lahko še spomne. Tako da, če želimo iti naprej, moramo predvsem poskrbeti, da te energije pri sebi, to je zopet moje mnenje, pri sebi uravnovesimo, da zmoremo potlej zunaj tudi poskrbeti za to ravnovesje. Prvo moramo pomesti pred svojim pragom. Na koncu bi pa dodal eno izkustvo. Pred mnogimi leti sem prišel v Celje v spremstvu, oziroma jaz sem ga gostil, to je bil indijski romar, se pravi sanjasi, hindu sanjasi, sami Rajeshwaranand Giri. In so šla na obiskati gospo Marijo Maček tukaj v Celju. Gospa Marija Maček je v Indiji preživela 12 let, in to v strogi Indiji, v južni Indiji, kjer imajo še vedno odnos do ženske, ne po naših merilih, bi rekel, tako da smo lahko presenečeni, ko smo s tem soočeni. In pa seveda v teh strogih hindu templih je beli človek nezaželen. Nimamo dovoljenja, da vstopimo v temple, ker smo manj vredni. In je to neke vrste diskriminacija, ampak to je
njihovo učenje. No in ko sem prišla sem obiskat gospo Marijo Maček, ki pa je živela v takem kraju, najbolj ortodoksnem indijskem templju, je ta moj prijatelj, ki je drugače bil zelo za nas običajen, normalen, objemal je vse povprek, bil je čisto normalen, ni bil nič posebnega. Ko sem prišla do hiše in jaz pozvonil in rekel Tili, zdaj pa glej. In on se je spremenil, on je postal kralj, zelo mogočen. Drugače bi tako dol mečkan, to se pa zravnal in ko je gospa Marija odprla vrata, se vrgla na tla v prostracijo pred njegove noge. Običajno bi on rekel, nanehi s tem. Ne, tu je se priklonil in Marija mu je potlej hrano delala preko mene, ne njemu, ker je vedela, da bi ga s tem, pazite v narekovajih, umazala. Jaz sem bil šokiran in potem sem ga kasneje vprašal, sem rekel, ja, moj dragi prijatelj, kako si se pa obnašal? Rekel, obnašal sem se zato tako, da ne bi užalil gospe Marije. Njene tradicije, da ne bi užalil njene tradicije. Ja? In to se mi zdi meni njegovo sporočilo zelo pomembno, da ne užalimo tradicije človeka. Ja? Tako, danes je z nami, recimo, Mateja, ne? Jaz sem jih že videl v njihovih teh čudovitih opremah, nošah, ne? In prvič si malo tako rečel, ampak pa se pa spomnim rečem, to je njihova tradicija in to moramo spoštovati. A vidite, pa naj bojo oblečene ženske, tako kot Indiji, ki so res samo z črne, sestre muslimanke, popolnoma črne, to je tradicija, to je treba spoštovati. Ja? Ker če ne bomo spoštovali njih, dajte, tudi ne bojo spoštovali mojih dolgih las ali pa dolgih las od domna. A veste, kam take stvari pelejo? Toliko z moje strani. Hvala lepa.